Dobrodošli v novi oddaji Ave kuhinja za najboljše. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili hrenovke v pivskem testu in kumarično solato s krompirjem. Recept ne zgleda neki najbolj sofisticiran, ampak verjemite mi, je učinkovit. Mi bomo pri tem receptu uporabili Ave hrenovke, ki so sicer koktejl hrenovke, male, super zadeva za pivsko testo. Pivsko testo bomo pravili tudi orli testo. Osnova je pivo, jajca in pa moka. 2 deci piva, ostanek ga lahko uporabite zase, po želji. To testo ne rabi nobenega vzhajalnega sredstva, ne kvasa, ne pecilnega praška, rabi samo sol. Po želji lahko date v testo tudi kakšno žafraniko, druga zelišča, pa dobite mogoče malo bolj okus po zeliščih. Ni noben problem. Noben vam ne bo zameril, če boste naredili še boljše testo. Sol. Vam povem samo en namig. Ko jajca stepate za dunajsko paniranje, podobne stvari, jajca ne smete nikoli soliti. Kaj se zgodi, če jajca solite? Jajca zvodenijo in potem se drobtinice ne opremljajo več tako, kot bi se mogle. Tako. Uporabljate lahko oba tipa moke, ali ostro, ali gladko. Pomembno je samo to, da je testo dovolj gost, da se hrenovke primejo na testo. Barva je lepa bela, tako kot mora biti. Svetlejša kot je, lepše se bo pekel. Temnejša kot bi bila, hitreje bi se začel pekati, hitreje bi se žgal in bi posledično imeli pač tudi temnejši končni izdelek. Zdaj bomo naredili pa kumarično solato s krompirjem. Kumare lahko olupite, lahko jih pustite tudi neolupljene. Zdaj, če so mlade kumare, noben problem, lepše zgleda v solati, če so neolupljene. Drugače jih je treba olupiti, ker je lupina trda. Zdaj, če ste opazili, nisem odrezal na kumarcah oba dva konca. Zdaj takoj pokazal, zakaj tega nisem naredil. Zato, ker imam rad svoje prste. In sicer, če si pomagate s temu, da boste kumare zrezali, potem morate vedno to pustiti, da lahko držite. Kajti, če boste odrezali ta vrh, potem riskirate, da si boste pač prste porezali. Olje se počasi segreva, je že začel crčati. Pokazal vam bom trik, kako se najlažje preveri, ali je olje dovolj vroče za pivsko testo. Problem pri pivskem testu je to, če je olje prehladno, se zadeva olup, se pravi, testo pade dol ali iz hrenovke, ali iz zelenjave, ali iz ribe, kjerkoli. Enako bomo naredili tudi s krompirjem. Če imamo občutek, da ne gre na mašino, ga narežemo z nožem. Solimo, popramo, dodamo koper, povsod, kjer se pojavlja krompirjeva solata, solata s kumarami, kisla smetana, tam mora biti koper noter. Koper je najbolj zanimiva začimba, povzdigne celo solato. V kumarično solato lahko damo kis ali olje, lahko damo bučno olje in navaden kis. Še najbolj je pa, če damo jogurt in malenkost kisa, da jo ne obtožimo dodatno z oljem. Vzajemo žlico. Vzajemo kislo smetano, odnosno bomo dodali kar jogurt, da ne bomo po nepotrebnem delali težke solate. Najboljši jogurt je trd jogurt. Evo, solata je gotova. Torej, kumarična solata je gotova, olje je že dovolj vroče. Treba je biti zelo pazljiv, ko dajete hrenovke pivsko testo v olje, da vam ne špricne v obraz. Torej, previdnost tukaj ni odveč. Kar mi zdaj delamo, to je najboljša stvar. Pridejo prijatelji na obisk in kaj bomo naredili? Zakaj bi kuhali hrenovke, če jih lahko naredimo na bolj zanimiv način? To je en izmed teh načinov. Evo, hrenovke so se spekle. Poberemo ven, tako da si pripravimo papir, da odcedimo odvečno maščobo. Vedno fajn videti, koliko maščobe bi drugače pojedali, če ne bi tole popili. To je to. Zdaj pa, ker nam je ostalo še malo testa, bomo pa mi še malo paprike vrgli v testo.
Pa ste videli, kako se da fajn porabiti pivsko testo še za kakšno drugo stvar, ne samo za hrenovke. To je res univerzalna zadeva. Ko pridejo prijatelji na zabavo, evo, zadeva je tako hitro narejena, tudi dojeli ne bojo, da vas ni bilo, da ste bili v tisti čas v kuhinji. Lahko pa tudi naredite takole v družbi s prijatelji, so zraven vas, vam asistirajo, vam pomagajo delati. Ta čas, ko se bojo paprike pekle, bomo mi pripravili solato. Uporabimo drobnjak za dekoracijo. In tole. Na koncu vse skupaj prilijemo z limono. Hrenovke v pivskem testu in krompirjeva solata s kumaricami. Dober tek želim!